Slavi 2 leti na naših cestah, pa je že doživel prenovo. Ka? To zato, ker je tudi na drugih trgih že od 2014, pa ker je bil sprememb potreben. Ka? No, vstopni Ford ni rabo nekih hudih novosti, so nas pa inženirji vseeno poslušali. Ka? Da bo jasno, kaj rečemo Štajerci namesto kaj. Kaj je novega? Drugačna sta odbijača. Maska spominja na modele Vignale, tako da je zdaj lepši, kot bi recimo šel na Birmo ali pa na stričevo 60-letnico. Najpomembnejša novost zadaj pa je, ne boste verjeli, tale gumb za odpiranje prtljažnika. Prej si ga lahko samo z gumbom znotraj ali pa s ključem, je pa škoda, da ni v barvi vozila. K plus je za večje, ker ima višjo streho kot Fiesta, zdaj pa tudi velik zaslon z multimedijskim sistemom Sync 3. Dela zelo hitro in dobro, čeprav zaslon je manjši od največjih Fordovih, sta pa za glasboljube zdaj tule dva vhoda za USB, prej samo eden. Pa fino je tudi, če ne doplačate za navigacijo, Google Maps dela, če preklopite telefon. Kaj je še novega? 1,2 litrski bencinski motor ima zdaj stop start, da popije kak deci manj v mestu, od sebe pa da še vedno 63 kW, se pravi 85 konjev. Zdaj je sicer na voljo še 1,5 litrski dizel, oba imata 5-stopenjski ročni menjalnik, povprečna poraba bencinskega na testu pa je bila 0,5 liter, tule dol, ker se mi ni mudilo, 6,1. Če želite nov, preizkušen in relativno poceni stroj, potem je K plus eden najboljših nizkocenovnikov, čeprav tudi vstopni stane 11.500 €, tale celo 3 ure več. Za ta denar že dobite tudi zelo dobro opremljeno Fiesto, ki precej lepše izgleda, tale pa je bolj za tiste, ki imate radi klasiko in več prostora za glavo. Določena skupina voznikov to še kako ceni.